Na točko 12, sprejem elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Bled. In tukaj prosim predstavnico infrastrukture Ireno Gogora za obrazložitev. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. V današnjem gradivu smo pripravili elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Bled. Kot veste, cen od leta 2014 za oskrbo z vodo na Bledu nismo spreminjali, torej so sedaj v veljavi pač cene, ki so bile takrat sprejete. Tudi v letu 2016 jih sprva nismo nameravali spreminjati, je pa potem prišlo letošnjo leto spomladi do ene velike spremembe, in sicer občina Gorje, ki je lastnica magistralnega vodovoda na svojem območju, ki ga seveda za oskrbo z vodo uporabljamo tudi na Bledu, je se odločila, da bo dala vse te magistralne vode na novo oceniti. To novo cenitev, ki je seveda precej višja, je upoštevala v svojih poslovnih knjigah in se odločila, da to novo ceno zaračuna upravljavcu vodovoda in da na ta način pač poviša ceno in da se ta nova najemnina prevali v stroške oskrbe z vodo. S tem dejanjem je takrat seznanila tudi občino Bled in občino Radovljica. Obe občini namreč uporabljata za oskrbo z vodo ta magistralni vodovod Radona. Mi smo potem na osnovi dogovora z občino Bled pripravili ločeno dva elaborata, enega za ceno oskrbe v občini Bled in drugega za ceno oskrbe v občini Gorje. Zdaj pač danes obravnavamo tole predlog oskrbe v občini Bled. Cene se, kot ste videli iz priloženega gradiva, povišajo, in sicer cena omrežnine iz sedanjih 4,46 evra na 5,14 evra na mesec, in pa cena vodarine, kubični meter vode, ki je do zdaj znašal slabih 39 centov, je zdaj po novem predlogu 39,39 evra. Tako da vse ostale podatke glede količin, stroškov in tega smo predstavili tudi v elaboratu, tako da jaz mislim, da bi pač nadaljevali z vprašanjem. Zdaj bi se lahko prijavili k razpravi, prosim. Svetnik Omerzel, svetnik Ignjatovič Prence. Prence, prosim, še Vernik, ja. Jaz sem se prvi javil. Enkrat. Svetnik Prence. Ja. Začel bom takole. Občina Gorje je zelo z njihovega stališča modro izkoristila način delitve premoženja med takratno občino Radovljica, Bled in Gorjam. Da pač tisti objekti, ki ležijo na njenem teritoriju, so pač last občine. Potem, in vsem je vse v redu, potem se mi zdi na zelo, rekel saj, na zelo grd način naročijo javno cenitev komunalnih vodov oziroma vodovoda in s tem bistveno povečajo vrednost teh transfernih vodov. Kaj ima zdaj za posledico? Bistveno večji amortizacijski strošek, bistveno večje cene za oskrbovanje z vodo, in ta strošek je možno prevaliti ali na neposredne porabnike, pomeni na gospodarstvo, na fizične osebe, skratka vsi bomo plačevali nekaj več. Razlika v ceni na Bledu je na vse skupaj je približno 45 tisoč evrov, izključno zaradi te poteze občine Gorje. Zdaj, odločitev na odboru za finance, jaz sem tudi malo težko to vse skupaj podprl, je bila, da seveda
mora to plačati na nek način neposredni porabniki, ker subvencioniranje iz občinskega proračuna je sicer mogoče, ampak s tem zmanjšuje potencial investicijski občine in to ni v redu. Bi pa na občinsko upravo pa vseglih poprosil in sicer ne razmišljal v smeri. Večino fekalnih vodov pa leži na teritoriju občine Bled. In če mi enake vatle vzamemo, pa smo čisto primerljivi z njimi, pa bomo videli, da je pitna voda sicer zelo draga, odpadna voda, ki jo pa treba čistiti, je pa še bistveno dražja lahko. In lepo te fekalne vode mi kanalizacijo dajmo oceniti, pa bomo dobili enormno povečanje občinskega premoženja, seveda bomo s tem povečali strošek, iz tega prihodka bo prišel, bomo pa lahko subvencijo dali ljudem v prihodnosti. Natančno to sem prepričan, da občina Gorje ima v strategiji. Zdaj sicer na prvi pogled imamo vodo cenej v občini Bled, po tem predlogu ga je naredilo javno podjetje, ki je mimogrede v večinski naši lasti od občine Bled. Gorjanci ta hip nekoliko dražji plačujejo, ampak skozi ta obogatitev njihovega proračuna bodo slej ko prej mirno lahko izplačali subvencije in bo še nekaj, kar precej denarja bo ostalo. Občina naj pripravi, Bled naj pripravi strategijo, kako se bomo temu istemu vatlu uprli na način, da bomo podobno strategijo najavili tudi mi. Prevrednotimo fekalne vode in bomo bistveno izvečali prihodke, pa fertik. Seveda bodo ljudje več plačali, mi bomo pa subvencije nazaj dali. Gorjanci bojo plačali bistveno več, kot pa bo zdaj njihov prihodek iz naslova pitne vode. Pri fekalnih bo situacija bistveno drugačna. V nekaj kratnikah se zgovarjamo. To strategijo je treba pač pripraviti, sosednji občini dopovedati, da to ne gre, da so izključno oni krivci, da bodo ljudje in ostali porabniki gospodarstvo plačali dražji vodo. Zaradi ene grde, nespodobne poteze sebične sosednje občine. Hvala lepa. Hvala, svetnik Ignatovič. Jaz bi sem nadaljeval tukaj, ki je kolega pred mano govoril. Revanšizem ne pele nikamor, dajem poudarka na to, ne bi pa pozabil, da takrat, ko bo pa ta obračun, kot je rekel, za določene stvari, ki smo pa mi v prednosti, da takrat tudi občankam in občanom tudi vrnemo ta del, čeprav ni tako hudo grozen, kot smo ob zadnjem srečanju odgovorno 2 uri razmišljali, kako in kaj. Po tem sestanku me pa samo nekaj moti. V časopisu sem zasledil, da se nelegalno privatizira na Bizelskem, mislim, da podobna situacija med 2 občinam, ki ena drugo izsiljuje. Upam, da ne gre tudi v Gorjah za neko, kot je kolega Lepš rekel, razliko v vrednotenju oziroma pridobitvi nekih sredstev. Če gre to v bodoče za neko nezakonito privatiziranje izvirov vode, je pa za razmisliti. Gre za kapitalsko obogatitev občinskega premoženja na zelo čuden način. Se pravi, in to je noviteta po tismu, ko smo se pač strinjali na tej seji. Upam, da to v Gorjah ne mislijo vsaj tako hudo ne. Hvala lepa. Svetnik Sirc. Pardon, nek se misli. Jaz bi rekel, da je svetnik Brence zelo precizno razložil in determiniral celoten problem. In obstojejo načini na nek način in tudi smiselno bi bilo, da sledimo tem idejam, ker ne govorimo samo o 45.000 recimo povečanega stroška, ker mislim, da to obsega samo en del obdobja. Zdaj bom pa zelo na pamet rekel, mogoče tudi to na let 150.000 razlike. In to so pa čez druge številke, ki jih danes ne vidimo tako jasen, ko do pa na mizo prišle, jih bomo pa videli. Zdaj, tle več načinov je reševanje tega. V zatečeni situaciji smo, neke obveznosti bo občina imela,
na način jih more poravnati, ali jih to poravna z proračuna, ali pa lahko poravnajo drugi udeleženci, recimo občinski, ki so njihove firme, naprimer, ali pa obremeni občane. Mislim, da bi bila najboljša rešitev, če lahko naredimo svoj pitni vir, če lahko zgradimo svoj vodovod. To je poje, bomo imeli mir za skost. Mogoče neke ideje obstojajo, lahko so relevantne, lahko niso, ampak jaz osebno bi to najbolj podprl. Tudi in bi dal ta projekt v prioriteto, tudi glede na ceste in na karkoli drugega. To se mi zdi ta element oskrbe z vodo za vse občane in za turizem in za gospodarstvo bistvenega pomena. Hvala lepa. Hvala lepa, Svetnik Vernik. Če smem samo dopolnitev še. Po obračunu, kako se kanalščina zaračuna, je temelj za izračun kanalščine je poraba pitne vode. In tukaj pa mi lahko temeljito nazaj usekamo, ker je obračun tako narejen. In jih je treba te upozoriti, da če isti kriterij uporabimo, bojo plačali bistveno več. Ampak vsi občani bodo dražji plačali, pa skozi mi uslabili proračune, Gorjanci in Blejčani, smo pa toliko tepci, da pa ne razumemo, da pa pri tem povišanju premoženja se prilije potem amortizacijski strošek, povišeni strošek za posameznega porabnika, bo pa na koncu služila samo država, ker bo več DDV-ja plačala. Se pravi, vsi sebe slabimo, tako občina kot občani več plačujejo ali pa preko subvencij, služi samo država. Pa moramo biti pa res tepci, da omogočimo zaradi lastnih sebičnih interesov ali pa prestižnih interesov, ne vem, kaj je vodilo k takem neumnim odločitvam, pridobila finančno bo v tem hipu s takimi ukrepi samo država. Smo popolni tepči, da to ne razumemo. Hvala lepa. Hvala lepa, zares, Svetnik. No, jaz sem pa že na odboru povedal, da zastopam ljudi, ki so me volili, pa tudi vse druge. In jasno povem zdajle, da ne bom glasoval za to, da bi ljudje spet nekaj plačali. Če je to ena politična zadeva, je to zadeva med dvema občinama, naj se obremeni, kot sem že prej rekel, občinsko podjetje, ki je neposredno udeleženo in naj poravna teh 45.000 evrov in naj dajo ljudem mir. Za vsako malenkost, ki je, preletite na občinski svet in dajmo po občanih. Enkrat naj se to neha. Če ste zakuhali, če se niste znali zmeniti, kjerkoli, ali občina, ali vaš podjetje, prevzemite krivdo in plačajte to zadevo. In pustite ljudi pri mir. Skozi hodite nekaj, skozi mi nekaj radi. Vam povem, da sem bil zadnjič izredno presenečen, tako da mogoče tisti moment sploh direktor infrastrukture nisem mogel ugovora dati. Ko sem mu rekel, da je on to plača, je rekel, ja, če jaz to plačam, pa na zimske sezone na straž. Pa da ga ni sram, no. Kaj je on? A je on profitna zadeva, a je on zadeva v lasti občine, ki mora z nulo na koncu biti? A bo skozi samo gledali, kje bojo ljudje užimali, no? Ne gre tako, no. Če ne bom pa jaz se potrudil, da bom revizijo naredil, ker zgleda, da nekateri ne veste, kakšni dobički se tam kujejo. S tem, da se manj dela, da se polet na 14 dni smeti pobirajo, tamle na straši, itak tako, po zimi vse je, imajo pa ves luksus. Ne vem, kakšne avtomobile, ne vem, kakšne svetovalce, ljudi pa namakac pa ne plačujejo. Tako se ne bo šlo, jaz bom proti temu glasoval in apeliram tudi na svetnike, da glasujete proti temu in infrastruktura plača. Pa tudi ona potem, ko bo obratno, tako ki je rekel gospod Brence, pri kanalščini, če pokasira, hvala Bogu. Samo ljudi pa pustite pri mir, pa ne obremenjujte jih več. Že tako ni denarja. Hvala. Jaz bi vsem nekaj dejstev naštel. Mi smo zdaj na hitro v teh 2 dneh ponovno pogledali elaborat cenitve, ki ga je na našo zahtevo predložila občina Gorje. Sicer ga je označila kot poslovno skrivnost in ga ne delimo okrog.
niti v občino Radovljico, ga nismo smeli mi posredovati, ampak so morali oni posebej zaprositi zanj. Elaborat cenitve oziroma sama cenitev je korektno pripravljena. Tako kot bi jo mi, če bi to bilo na našem področju. In treba se zavedati, da s tem, ko so šle občine narazen, s tem, ko so bile s 1.1.2010 nekdaj sredstva v upravljanju, gospodarska javna infrastruktura prenešena iz javnih podjetij oziroma koncesionarjev nazaj med osnovna sredstva občin, se je to moralo zgoditi in samo vprašanje časa je bilo. Ta strošek slabih ali pa okroglih, rečemo 50.000 evrov, je letni strošek in se nanaša na vso primarno infrastrukturo, ki od vodnega zajetja pa do recimo magistralnega vodovoda, ki pripelje do občine Bled in naprej v občino Radovljica, ki v tem primeru sorazmerni del usode nosi skupaj z nami. Da je, ne vem, če bo to vam všeč, pa tudi ne vem, če je primerna, če je primerjava na mesto, pa vendarle to najbolj tepe občane občine Gorje, ki bodo svojo vodarino, svojo omrežnino plačali skoraj še enkrat več, kot so jo plačevali do sedaj. Če občane Bleda to prizadane, oziroma povprečno gospodinjstvo, približno 0,83 evra na mesec, kot je bilo teoretično zračunano, kar pomeni 10 evrov na leto, bo občane Gorji to koštalo krat 2 od obstoječega stanja. Skoraj krat 2, ker so oni seveda bojo končno prvič v zgodovini vrednotili tudi ostalo sekundarno infrastrukturo. To sicer ni naš problem, pa vendarle je treba stvari dati enkrat na mizo. Delitev občin košta. Košta tiste, ki so manjši, košta tiste, ki so bolj razvejani in to se je pokazalo že pri elaboratu za smeti, ki smo ga prvič delili. Zdaj delimo vodo, naslednja bo kanalizacija, vse to košta. Relativno gledano se stvari na občini Bled vseeno cenijo, čeprav v absolutnem znesku se zdaj dražijo. Ampak če bi mi imeli leta 2010 ali pa v nekem preteklem obdobju te stvari pravilno vrednotene, ne bi zdajle prišlo do takega, bom rekel, na nek način konfliktne situacije med dvema občinama. Tudi če bi bila to ista občina, pa če bi mi to pravilno po trenutnih tržnih cenah cenili, bi bilo temu tako. Samo, če bi bila skupna občina, bi se to razporedili na vse občane, tako se je pa zdaj stvar izkristalizirala. Tako da, poglejte, vedno vsaki, bom rekel, če tudi na prvi pogled slabi stvari, treba pogledati tudi kaj dobrega. Stvari se razčiščujejo, na referendumu je ljudska volja obveljala in to usodo si bomo v naslednjih letih delili. Jaz špekulacije o tem, v kakšno smer bo šla zadeva naprej, ne bi tukaj na tem mestu niti potenciral, se pa zelo strinjam s tem, kar je svetnik Vernik izpostavil, zagotovo in to imate v proračunih, oziroma ste videli v proračunu, občina Bled se bo v naslednjih pol leta zelo posvetila analizi lastnih vodnih virov. Potem bomo pa morda tudi drugačna izhodišča lahko postavljali v teh pogajanjih ali pa kakršnihkoli, bom rekel, usklajevanih cen, tako omrežnine na eni strani kot same vode. Vsekakor pa apeliram, da v tem trenutku svetniki podprete ta elaborat, ker obstajata samo dve možnosti. Ali plačamo občani sorazmerno ta strošek, ki je bil izpostavljen, ali pa bo šel neposredno iz proračuna v obliki subvencije. Tretje možnosti, da bi infrastruktura kot javno podjetje to plačevala, ni, zakonsko pravno formalno ni, pa tudi če bi, je to naš denar. Namreč dobiček infrastrukture je dobiček občine. In ne nazadnje, tudi infrastruktura je akumuliran dobiček, ki ga je skozi leta nabrala, tudi sukcesivno vplačuje v občinski proračun. Hvala. Prosim, replika. Čisto na kratko, bi samo rad zastavil vprašanje, prav razumel. Kakšno je mnenje po študiji tega elaborata
temeljenosti cenitve. Meni se zdi to ključnega pomena. Ne? Če je cenitev narejena realno, je to ena situacija, če je pa cenitev precenjena, je pa to čez druga situacija. Ne? Mogoče, če strokovnega vidika to, kar ste spet prejeli, mogoče date še eno odgovor tega. Hvala lepa. Še enkrat, po našem mnenju je cenitev korektna. Jaz bi samo še dodatno mogoče poskušal stvar razložiti. Ker je ta vod v lasti občine Gorje, naše javno podjetje, ki je v večinski lasti naše občine, plačuje, ker upravlja s tem občinskim premoženjem, plačuje neko odškodnino, ki se prelije v gorjanski proračun. To je najemnino. In kaj se zdaj zgodi? Kako grejo denarni tokovi? Vsi malo več plačujemo, javno podjetje seveda malo več plača lastniku, ki je svojo nepremičnino ponovno vrednotil na bistveno višjo vrednost in gre za denar, kako gre pa za ne fizični denarni tok, ampak ko gre za obogatitev gorjanskega proračuna, gre pa skozi to, ker naše javno podjetje v večinski naši lasti bo morali zdaj plačevati Gorjam. In bo Gorje, občina Gorje, se bo proračunsko obogatila. To je dejstvo, da tako bo. In zdaj, če bomo mi čakali, bodo rekli, da te so pa res bedaki, hudiča. Ali dve poti obstajata. Prva pot, ki je verjetno najbolj smotrna, pa najbolj racionalna. Če iste vatle uporabimo, neposredno na prvi rok udarimo porabnike, šele kasneje s tem prihodkom lahko damo subvencijo, da ne oslabimo proračun. To je prvi korak. Druga boljša pot iz tega godle ven, ker oni ne bojo sklepa spremenili, cenitev so narejene, verjamem so korektno, čeprav v sodnih cenilcah imam pač svoje mnenje, se ukvarjam s tem, nujno potrebno ugotoviti, ali na teritoriju občine Bled obstojajo vodni viri, ki jih bo za relativno majhne denarje možno v relativno kratkem obdobju, govorimo o 2-3 letih, usposobiti, da bo zadostil potrebam občine Bled, porabnikom občine Bled. Seveda bomo pa naleteli na velike tehnične probleme, če bodo vodni viri na nižji legi, je pa navaren, da bomo potem mogli kar precej ukrepov za prečrpavanje vode in tako naprej, pa ta strošek lahko udar. Ampak pot je sigurno ta prava, saj kot signal, da nismo pripravljeni plačevati nekaj, kar se nam zdi nefer, iti v raziskav lastnih vodnih virov. S tem zaključujem. Bom pa podprl predlog, da pač se poviša te cene, ker ne bi želel oslabiti občinski proračun. Hvala. Še nekaj, replika. Predlagam, da raziščete ta prvi, če je cenitev pravilna. Da najamemo izvedenca in naj preveri, kakšna je njihova cenitev, vštric pa začnimo mi z našim postopkom, kar se tiče kanalizacije. In predlagam, da se ta točka sploh zadeve umakne. Dokler ne boste sami raziskali, a je bila ta cenitev strani gori v redu, zadeve ne obravnavamo. Vštric pa pripravite vse druge kontraukrepe, pa smo pa loži vsi pogovarjali, pa vsi bomo zadovoljeni. Bojo tudi oni, da imamo tudi njim eno možnost gor, da se premislijo oziroma da razmislijo, kva so povzročili. Ne kar na prvo žogo, kar so nam poslali, zdaj pa moramo mi pa kar plačati. Lepo preverimo, če je to res, zato bo potreben čas, lepo jim tako odgovorite, zraven se pa mi pripravimo na te stvari, ki bojo oni mogli nam plačati, potem se pa usede pogajalska zasedba za mizo, pa so te vse zmenili. To ne more biti kar tako, zdaj je prišel predlog, zdaj bomo mi kar plačali, v bistvu, zakaj pa bi, ne? Ta prvi treba preveriti, če nas niso okoli prinesli, ker jaz jim ne zaupam, odkrito vam povem. In mislim, da je najbolj pameten, če tole zadevo danes omaknemo in si vzamemo nekaj časa in probamo tole zadevo urediti. Drugače. Jaz nisem se kar takojšno predajal, ne? To ne gre, ne? Zakaj bi se mi kar udali? Mi poglejmo, ne? Mogoče so nas pa okoli prinesli. Pa 90% vsem, da so nas, ne? Ker jih poznam, pa vem, kakšne so, ne? Tako da, to je moj
predlog, pa Še enkrat, mogoče jaz bom dajte na glasovanje. bom slabil javno podjetje in občino Bled. Podprl bom prvoten predlog. Ne bom podprl v tem primeru predlog gospoda Omerzela, da se umakne. Glejte, še enkrat. Tukaj govorimo o dveh stvareh. Eno je potrditev tega elaborata in s tem sprejem oziroma prenos tekočih obveznosti, ki pač dnevno oziroma tedensko, mesečno od 1. aprila dalje nastajajo na pač sorazmerno na vsa gospodinjstva oziroma na vse zavezance za plačilo. V nasprotnem primeru to zadevo od 1. aprila do vključno 30. septembra že itak založimo, moramo založiti iz občinskega proračuna. Usporedno pa še vedno potekajo in bodo potekala tudi pogajanja oziroma dogovori z občino Gorje, kako dolgoročno in vzdržno te stvari urediti, ne samo na tem področju, tudi na področju kanalizacije, kar je bilo pojasnjeno na odboru in tako dalje in tako dalje. In če se enkrat ugotovi, da je bila zadeva vsem pretirana, vedno obstaja tudi povratna pot z vsakokratnim letnim elaboratom, ki ga je dolžan izvajalec javne službe predložiti, se lahko ugotovi tudi pocenitev. Tudi to smo že imeli primer v naši občini oziroma v teh praksah. Tako da jaz tukaj res zdaj v tem trenutku ne bi zapenjal. Eno je, da ta zadeva za to, da likvidno gledano in ta denarni tok, ki je pač potreben za to, da se ta najemnina plačuje, zagotovimo. Po drugi strani vsi pravno-formalni postopki, revizije cenitev, pogajanja in tako naprej bodo pa tekli, verjemite mi, še vedno. In to ni kapitulacija, to ni vdaja. Na zastopanku praviš, Matjaž, da boste denar založili. Čakaj zdaj, vi boste denar založili, pa ga boste pa naprej občanom pobrali. Če ga boste založili, pa speljte do konca to zadevo, tako kot sem predlagal. Pa je denar že založen. Pa se vi zmenite, je to res, a ni res, pa jih pritisnite, pa se zglihajte. Ne pa vmes na občane skakati. To ni v redu, no. Vsem gremo na glasovanje in boste tle izrazili svoje mnenje. Dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled sprejme elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Bled. Prisotnost. Glasujte, prosim. Deset za, 2 proti, 1 vzdržan. Sklep je sprejet. Gremo na 13. točko, seznanitev s poročilom Zavoda za kulturo Bled za 2015 in informacijo o celovitem urejanju grajskega kompleksa s pristavo. Zavodno obrazložitev, prosim, direktorja zavoda Matjaža Završega. Ja, dobro večer, hvala za besedo. Glede na to, da smo bližji letu 2017 kot pa letu 2015, letu 2015 namenil samo nekatere informacije, ki so pomembne bile v okviru našega dela, pa bi morda v drugem delu, tako kot je tudi dnevni red, povedal morda par besed več o naših načrtih za bodočnost. Leto 2015 je bilo ponovno uspešno in je pomenilo nadaljnjo rast in rekordne rezultate. Ustvarili smo prihodkov v višini 2.750.000 evrov. Na gradu je bilo 364.609 obiskovalcev, festivalna dvorana je bila 107 dni v tem letu zasedena in na koncu koncev je bil pozitivni rezultat, presežek prihodkov nad odhodki 194.000 evrov. Predvsem je bilo naše delo vsebinsko bogato. Kar se tiče investicij na Blejskem gradu, smo naredili to novo dvoranco nad muzejskim traktom, zamenjali kritino, naredili sobo gorenjskih muzejev, kjer so prezentirani vsi gorenjski muzeji, pogledi skozi 9 lin proti vsem tem krajem.
potem eno nadstropje niže je nova dvoranca opremljena z prikazom tradicije Arnolda Riklija od leta 1855 naprej in opomin, kako njegove metode do danes niso izgubile svoje aktualnosti. Poleg tega smo uredili še manjšo protokolarno sobico nad vhodom, ki jo uporabljamo za poroke, sprejeme in druge zadeve. Zelo pomemben del pa je bil investiran tudi v inštalacije, predvsem v elektroinštalacije. Morate vedeti, da marsikaj od tega, kar je bilo na gradu, je bilo še iz leta 51-61, ko se je grad prenavljal na dometne žice in tako naprej. Vse to je koštalo precej. Ravno tako smo zaradi pogostih udarov strele popolnoma prenovili sistem obrambe proti udarom strele. Poleg tega pa smo tudi v trakt C, to je tukaj dol, ker je tiskarna in vse ostalo, namestili tudi alarmne naprave, protipožarne, protivlomne, tako da je bilo vseh teh investicij za več kot 900 tisoč evrov. Vsebinsko smo bili bogati tudi v prireditvenem smislu. Lansko leto je bilo leto, ko smo praznovali 20-letnico festivala Bled in takrat je bilo poleg izobraževalnega dela je bilo organiziranih 12 koncertov, 25-letnica Okarina etnofestivala, kjer je bilo 17 koncertov. Ravno tako je bilo pa na gradu organizirana vrsta prireditev, s katerimi želimo grad umestiti kot lokacijo, kjer se dogajajo kulturne, umetniške in drugi dogodki. Gor je bilo 8 razstav slikarjev v galeriji Stolp, 9 predavanj muzejskega društva na različne teme zgodovine, narave in tako naprej. Tako da vseh ostalih prireditev je bilo skupaj s temi, je bilo tam, mislim, da 72 dogodkov na gradu. Vse skupaj to je rezultiralo v enem dobrem obisku in jaz mislim, da smo lahko s tem delom zadovoljni. Posebno mesto, da se pa mečkaj navežem naprej, je pa v letu 2015 pomenilo tudi sprejem razvojnega načrta oziroma prolongacije upravljavskega načrta, v katerem smo opredelili našo vizijo za prihodnost, kjer se treba je najbrž vedeti, da v letu 2017 pomladi bomo z inštalacijo novih klimatov in ogrevalnih naprav nad restauracijo in kuhinjo praktično zadeli celovite prenove gradu zaključili in manjka nam samo še dvigalo od teh nalog in naš pogled je bil usmerjen naprej. No, tukaj smo se ozrli proti severu in tukaj noter, če si predstavljate področje med Rečiško cesto, Kolodvorsko cesto, Viščicami in Jezersko obalo, je en prostor, ki je izjemno zanimiv, ki ima izjemen potencial, zanimive objekte in te smo zajeli v našem razvojnem načrtu razširjenega grajskega kompleksa. Govorimo o pristavi, grajski pristavi, da ne bo pomote, ne tisti pristavi, ki je na Mlinem, ki smo jo odkupili od Deželne banke Slovenije, leta pa iz stečajne mase OGP grad Bled, potem o Mrakovi domačiji, ki je praktično v lasti občine in kjer se namerava urediti etnološko predstavitev, muzej. Potem govorimo o jezercih kot naravnem biotopu, ki ga prav tako želimo nekako vzpostaviti v preteklo stanje, ko je bilo tam neko zanimivo področje z malimi jezerci, tudi z živalstvom in naravnimi in pa rastlinstvom značilnim za to. Potem so tukaj sprehajalne poti na Višce, mimo Murovega spomenika in pa ta jezerska panoramska pot, da tako rečem, s čudovitimi pogledi na jezero, ki pa vodi potem na Blejski grad, kjer so pa tudi ostanki naselbin. Nekateri strokovnjaki pravijo, da se nahaja na tem področju, da tako rečemo, druga Ajdna. Izjemno pomembno arheološko najdišče in tako imamo v tem prostoru praktično zastopane vse kulturne, arheološke, etnološke in rekreacijske vsebine.
To področje je pa seveda treba ustrezno urediti in tukaj bi izpostavil izjemno dobro sodelovanje z strokovnimi službami občine Bled, namreč vsa ta stvar se prostorsko urejuje v obliki dopolnitev k občinskemu prostorskemu načrtu. Vsa ta stvar je pa še posebej pomembna zato, ker se navizuje na severno obvoznico, ki bo pripeljala poleg vseh teh obiskovalcev, ki nas že zdaj obiskujejo, še nove obiskovalce, pa tudi obiskovalce Bleda in tukaj noter je bilo potrebno ustrezno rešiti več vprašanj. Predvsem je tukaj vprašanje parkiranja, ki je bilo opredeljeno ob športnem parku, služil bo pa tako obisku tega prostora, obisku športnega štadiona, kot tudi kot izhodišče za prihod potem preko Bledca na Bled. Potem naslednja stvar, ki je pomembna, je ta, da se je skozi analizo različnih variant definiralo način transferjev, če tako grdo rečem lahko, iz tega parkirišča do pristave, do vstopnega centra in do Blejskega gradu in istočasno se je definirala tudi končna verzija lokacije dvigala za Blejski grad. Vse te zadeve seveda morajo biti ustrezno prostorsko opredeljene, da se lahko pristopi k projektiranju. V zadnjem času sta bila dva pomembna koraka k realizaciji tega projekta praktično narejena. In sicer prvi je bil ta, kot sem omenil, definiranje teh osnovnih zaključenih osnovnih odločitev, kje bo parkirišče, ureditev prometa in tako naprej. Drugi del pa pomeni tudi vsebinsko, da tako rečem, rešitev pristave. Že v razvojnem načrtu, ki je bil narejen pred 2 leti, smo opredelili, da bo v tem prostoru muzej, galerija namenjen umetnosti. In potem smo objavili javni razpis v uradnem listu oziroma poziv v uradnem listu potencialnim vlagateljem, da tako rečem, v ta prostor. In na ta javni poziv se je odzvala firma Art Arhiv iz Ljubljane v lasti Igorja Laha in oni so izrazili namero, da vložijo tako svoje sredstva v adaptacijo pristave in postavitev tega muzeja, kot pa tudi namero, da se bogata zbirka, ki se nahaja v lasti zakoncev Lah in se zdaj nahaja na različnih področjih in v Sloveniji in v tujini, stalno namesti v to galerijo. Mi smo bili veseli te pobude predvsem zato, ker iz nekaterih primerov v preteklosti vemo, da kljub temu, da so se določeni objekti iz evropskih sredstev in drugih sredstev čudovito adaptirali, je prišlo potem do problema, ker jih ni bilo moč, da tako rečem, ker ni bilo prave vsebine zanje in se sedaj išče načine, kako vzpostaviti določen program v teh objektih. No, tukaj imamo dve rešitvi, imamo investitorja, imamo rešitev za nov objekt oziroma prenovljen objekt in imamo tudi vsebino. Jaz sem prepričan, da bo to za kulturno in tudi siceršno ponudbo Bleda izjemna korist. Mi smo pred približno 1 tednom, prejšnji četrtek, smo podpisali pogodbo, kjer smo mi firmi Art Arhiv seveda z vsemi preverjeni in z vsemi garancijami podelili stavbno pravico, tako da bodo oni lahko na tem področju ta objekt zgradili in vnesli vse te umetnine noter. Za celotno področje lahko govorimo o vrednosti tam nekje 10 do 12 milijonov evrov, kar se tiče celotnih zgradb. O tem govorim o zgradbah, o dvigalu za nagrad in tako naprej, o ureditvi parkirnih prostorov in vsem, kar sem prej povedal, medtem ko je pa zelo težko
oceniti vrednost vseh teh umetniških del. Vemo, da se tukaj v tej lasti nahaja izjemno veliko del Zorana Mušiča, da se nahajajo dela Anselma Kieferja, ki dosegajo, če greste na Sotheby's v London gledati v to aukcijsko hišo, da so to vrednosti milijoni in več. Tako da te vrednosti so izjemno visoke in težko reči pa točno koliko je, ampak preko 10-15 milijonov sigurno. S tem, pa z vsem ostalim, kar sem povedal, sem prepričan, da Bled v roku, rečemo, tam nekje do konca leta 2019, lahko pridobi en zgodovinski park, en zgodovinsko-kulturni park, v okviru katerega bodo prisotne vse te vsebine in neskromno bi si upal trditi, da poznavajoč majčkeno tole okolico do 300 km naokrog, mislim, da s tem, da ne poznam nekega prostora, ki bi vključno s to, z gradom takim, kot je, z to galerijo, z vsemi temi ostalimi vsebinami, ki so tam noter, lahko enemu obiskovalcu ponudi toliko, kot bo ponudil ta park potem, ko bo zaključen. Toliko bi mu zapovedati, morda samo še to, da smo mi z vsemi temi namerami seznanili tudi Ministrstvo za kulturo. Grad je vseeno državni kulturni spomenik in logično je, da se bodo tudi sredstva iz gradu potem, ko bomo zaključili z gradom, investirala v ta program. In za ta projekt imamo mi avtorizacijo ministrstva in istočasno tudi na zadnjem obisku pri državni sekretarki, gospe Pečnikovi, smo za vsa ta dejanja in za ves ta program, o katerem sem govoril, dobili polno podporo. Seveda pa, verjetno se spomnite, da smo o tem govorili že na prejšnjih sejah, tukaj tudi na občinskem svetu, seveda pa je tudi svet zavoda odobril vse to. Evo, toliko bi mu zapovedati, če so pa kakšne vprašanja, pa seveda sem tukaj za odgovore. Hvala. Hvala lepa. Res se nam kažejo, se nam jasnijo vremena in če bo do tega sklopa prišlo, bo Bled izgledal precej drugače. Zraven seveda pa ne smemo pozabiti, da je pri najbolj pomembnih zadevah tukaj seveda tudi dostop do tega, ki bo mogoče z novo severno razbremenil cesto in bo Bled dobil eno vhodno. Se mi zdi, da to je ena velika stvar, ki se jo splača z vseh strani podpreti in mogoče tudi kje druge. Še malo potrpeti, da do tega res pridemo, da ne bo kakšnih večjih sprememb. Tole je s tem, z vsebino se je strinjal tudi odbor za družbene dejavnosti. A bi se kdo prijavil k razpravi? Svetnik Brence, prosim. Gre za odlično poslovanje gradu, 300-400 tisoč dobi država, ostalo se porabi več ali manj na Bledu, investicije tečejo v redu, z Bleda obed ne more nič odnesti. Hvala Bogu, javni ta zavod tudi kakšne stroške pokriva od festivalne dvorane, ureditev pešpoti, ki vodijo na grad ali mimo gradu. Skratka, se trudite, da je večji del tega prihodka iz naslova pobranih vstopnin, večji del ostale kar na Bledu v obliki investicij v grad in v ostale investicije. So v korist vsega Bleda in ne nujno potrebne samo zaradi gradu. Postavil bi pa na vprašanje, kako se misli urediti v bodoče parkirišče pod gradom. Nekaj je bilo slišati, da je to pač nekako zasebnik prevzel. Nič nimam proti, hvala Bogu, ampak mogoče na kratko obrazložitev na to temo. Funkcioniranje parkirišča pod gradom, avtoparkirišča. Hvala lepa. Ja, parkirišče se preseli praktično na teren ob športnem stadionu, ki je v lasti občine. Uredi pa se tudi ta vmesni del med sedanjo Pečpotjo in obstoječo cesto. Tako da v bistvu bo iz tega parkirišča bo urejen šatl
nagrad z enim ekološkim transportnim sredstvom, avtobusom, ali je to plinski ali to električni, to se bo še videl, ampak dejstvo je, parkiranje bo urejeno tam za avtobuse, avtodome in seveda za osebne avtomobile in to v taki količini, da bo ta pretok dnevni, obvladljiv. In tam se v bistvu promet ustavi, od tam naprej v ta park, o katerem sem govoril, čez cesto so samo še urejene poti, tematske, peš, kar se tiče pa gradu, galerije in tam noter pa v bistvu s šatlom do tam. Hvala. Potem lahko dajem na glasovanje naslednje sklepe. Prvi sklep. Občinski svet občine Bled se seznani s poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 in informacijo o celovitem urejanju grajskega kompleksa s predstavo. Drugi sklep. Občinski svet občine Bled soglaša s sprejetim sklepom sveta Zavoda za kulturo Bled številka SZ3/SZ 2016 dne 23.2.16, ki se nanaša na izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za 2015. Ne glede na predvideno dinamiko izplačila, ki izhaja iz točke 2 tega sklepa, se izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2015 namesto marca 2016 opravi pri plači za mesec oktober 2016. Tretji sklep. Občinski svet občine Bled soglaša s sprejetim sklepom sveta Zavoda za kulturo Bled številka 6 SZ/2016 dne 23.2.2016, ki se nanaša na izplačilo akontacij za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za 2016. Ne glede na predvideno dinamiko izplačila akontacij, ki izhaja iz točke 2 tega sklepa, se prvo akontacijo namesto marca 2016 izplača pri plačah za mesec september 2016 in četrti sklep. Občinski svet občine Bled soglaša, da direktor javnega zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik, da je upravičen do plačila delovne uspešnosti za povečan obseg dela v višini 10%. Prosim, prisotnost pa glasujemo. Hvala lepa direktorju in vsemu kolektivu na gradu in v festivalni dvorani za res izjemno poslovanje, ki kaže še trende rasti tudi v tem letu, zelo močne. Prehajamo na točko 14, seznanitev s poročilom turizma Bled za leto 2015 in sprejem soglasja k letnemu finančnemu načrtu turizma Bled za 2017 in prosim direktorja turizma Bled Jaka Ažmana za uvodno obrazložitev. Se opravičujem. Lepo pozdravljeni. Tako kot je gospod župan napovedal, bi začel z računovodskim poročilom turizma Bled za 2015. Mogoče samo na začetku lahko povem, da je bilo delo uspešno. Zaključili smo direktno z 2600 evri dobička, od tega je bilo po samih davkih za 2030 evrov. Če naj samo povem, da smo delo upravljali tako, kot je bilo tudi na začetku predvideno, se pravi izboljšanje nivoja kvalitete samih dogodkov na Jezerski promenadi. Novost je bila vsekakor praznična zimska vas, bilo je več kot 7 tednov prireditev. Mislim, da je bilo to, kar se je Bled tudi želel in tudi pričakoval. Drugi večji projekt je implementacija rezervacijskega sistema, s katerim smo povezali kar 95 deležnikov na Bledu, od hotelirjev, zasebnih sobodajalcev, apartmajev, in s tem smo v bistvu to, bi rekel, informacijsko dejavnost bistveno okrepili. Novost same promocije je bila vpeljava digitalnega marketinga. V letu 2015 smo vložili začetno vsoto 10.000 evrov, z njo smo promovirali predvsem zimski program novembra in decembra, to pomeni na ključnih trgih, Nemčija, Italija,
potem Velika Britanija, Hrvaška in Srbija. Rezultati so bili presenetljivi in tudi ta porast decembra do samega marca 2016 v višini 24% je tudi nakazala na to, da so bile same kampanje bistveno boljše. Lahko tudi povem, da se je sam proračun turizma Bled povečeval, 20 000 evrov smo dobili prav zaradi informacijskega sistema, 35 000 evrov je pa šlo od občine Bled direktno za pokritje stroškov praznične zimske vasi. Poleg tega, če mogoče malo se dotaknem tudi prireditev, krog prijateljstva smo pač zaznamovali skupaj s partnerji v Olimpijskem komiteju in smo s tem tudi pokazali, da se lahko krog sam tudi na koncu tudi sklene. Dotaknil bi se tudi okusov Bleda. Začeli smo samo promocijo na jezerski promenadi, potem pa končali v restauracijah. Skupno mislim, da je bil projekt zelo uspešno in bomo s tem projektom tudi nadaljevali. Toliko bi za 2015, da ne bi bil predolg. Za leto 2017 napovedujem trdo delo na že uveljavljenih projektih. Vemo, da sam informacijski sistem, ki smo ga postavili sicer v enem letu, da je potrebno trdo delo vsaj 2 oziroma 5 let, tako da bomo močno nadaljevali tudi na tem segmentu. Potem same prireditve, vsaka prireditev, ki jo naredimo, želimo dati nek nivo, na višjo stopno. Poleg tega sama destinacijska digitalni marketing smo ponovno v bistvu povečali iz 10 000 evrov na 30 000 evrov, zelo ciljno. Vse to so projekti, za katere ciljamo tudi v 2017, na katerih bomo trdo delali. Dodatek je tudi poudarek na soft mobility, se pravi na mehki mobilnosti. To pomeni z električnimi kolesi okoli jezera po Bledu. Ne gre samo za nakup, ampak tudi sodelovanje z zainteresiranimi partnerji za razvoj. Še ena močna razvojna komponenta je tudi delo na kongresno in športno poslovni dejavnosti. Predvideva se zaposlitev zaposlenega na Turizmu Bled, ki bo aktivno skrbel za promocijo te zelo obetavne in pozitivne dejavnosti. Je pa to dejansko gre za partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem, kajti plačilo samega zaposlenega gre iz turistične takse, več kot 40 000 evrov pa pridobimo iz zasebnega sektorja, ki so ta projekt tudi podprli. Če vse skupaj povzamem, 2017 delamo in nadgrajujemo delo, ki smo ga začeli 2015, prav tako 2016, to, ki se že dogaja, tako da rezultate že dobivamo in pričakujemo tudi, da bomo v naslednjem letu vsekakor to potrdili. Ne bi se sicer želel vmešavati v delo zavoda, katerega je občina zgolj soustanovitelj. To mogoče prevečkrat poudarjamo, da to ni javni zavod, ampak je občina zgolj soustanovitelj in ima tudi samo enega od 6 glasov v svetu zavoda, odkar župan po nekem zakonu in pa protikorupcijski zakonodaji ne sme več sodelovati v teh organih. To je pač neka zgodba, ki jo bomo morali kot občina zavrteti v naslednjem letu, oziroma že zdaj bomo začeli počasi z temi aktivnostmi in to je pomembna stvar, o kateri se bomo pogovarjali tudi na naslednji, verjetno že na naslednji seji občinskega sveta. Kljub vsemu bi pa 3 vsebinske poudarke dal, pa ne zato, ker bi želel hvaliti direktorja, ampak zato, ker so to skupni dosežki destinacije Bled, občine Bled. Prvič, imamo v tem letu 14% rast gostov. Lani je bila 12%. To pomeni v 2 letih kumulativno, na okroglo rečeno, 25% več gostov. Nobene gospodarske panoge ne poznamo, ki bi tako zmagovito naskakovala slovensko tržišče ali pa peljala naprej slovensko gospodarstvo. Sicer Bled ni neka strašna posebnost, ampak je v špici top 3 destinacij v Sloveniji, ki beležijo take rasti.
Se pravi, ne da je zdaj to samo zasluga seveda turizma Bled ali pa občine Bled, tudi vsi ti trendi, vse te krize, ki se dogajajo zlasti v Sredozemlju, vsi ti turistični tokovi botrujejo temu. Pa vendarle je pomembno, da se tega zavedamo. Bled, če se spomnimo še nekaj let nazaj, jaz sem 10 let nazaj postal član sveta Zavoda za turizem, je bil obsojen na nekaj mesecev visoke turistične sezone. Danes lahko z gotovostjo trdimo, Bled je destinacija 365 dni v letu, če le mečkan migaš. To so tudi pomembni poudarki. Kar se pa tiče konkretno dela zavoda, bi pa izpostavil še dve malenkostni stvari v finančnem ali pa ne vem kakšnem smislu, pa vendarle simbolno pa zelo pomembnem. To, kar je bila glavna poanta s prihodom novega direktorja, povezovanje deležnikov na destinaciji. Ne vem, če ste prej pozorno poslušali, preko 40 000 evrov bojo končno z neko notarsko pogodbo, z neko zelo jasno zavezo participirali na zelo enem konkretnem projektu, tudi zasebniki, torej hoteli. In še ena pomembna stvar, čeprav spet v finančnem smislu ne velika, rezervacijski sistem Ferratel, ki ga je slovenska država najela v imenu vseh turističnih, bom rekel, promotorjev, povezovalcev Ferratel, je po 10 letih životarjenja zaživel prav na Bledu. In je Bled v enem letu naredil toliko realizacije, kot vse sosedne destinacije od Bovca, Tolmina, Kranjske Gore, Bohinja in tako dalje skupaj. Res nominalno, finančno malo, ampak v simbolnem smislu, kaj se da narediti, če imaš jasno vizijo, jasno zastavljene cilje in tukaj spet, ne da je to samo, bom rekel, zasluga tega direktorja pa tega zavoda, vseh deležnikov, ki so se povezali v ta sistem na Bledu. In tukaj se kaže na nekem simbolnem smislu, kaj pomeni sloga, kaj pomeni moč in kaj pomeni jasno začrtana vizija. Se opravičujem, da sem si dovolil ta medklic na nek način, ampak se mi zdi, da smo preskromni, vsi skupaj, tudi vi, ki tukaj sedite, in da moramo bolj, bom rekel, jasno povedati, kakšne dosežke ne nazadnje ima Bled v lastnem, recimo tem turistično-gospodarskem smislu, pa tudi na širšem zemljevidu. No, mogoče bi za tiste, ki ne vejo, dodal, provizija skozi Booking portal svetovni je 15%, še mogoče še več. Tukaj je provizije 5% in se vsa vrača nazaj. Vse, kar se tukaj pokasira, se vrača nazaj Bledu za promocijo. In res pozivam vse tiste, ki še niso pristopili, da pristopijo in s tem pomagajo sebi in svojemu kraju. Se mi zdi zelo pomembno. Tako je. No, s tem poročilom in z vsebino se je strinjal tudi odbor za gospodarstvo in turizem. A bi se kdo prijavil še k razpravi? Svetnik Mežan, svetnik Ignjatovič, svetnik Omrzel. Zdaj Omrzel. Poglejte, tole, kar se zdaj dogaja z Bledom, je treba res samo pohvaliti. Jaka je vnesel nekaj novega, zboru se je finance poštimal, trud se, prireditve so dobre. Jaz kot predsednik liste za turizem in gospodarstvo bi rad javno povedal tudi še ene druge stvari tukaj, predvsem to, da bo treba počasi se zavedati ene druge stvari, ki je tudi zelo pomembna. Prvič, če ne cenimo sebe in ne cenimo kraja, ki nam ga je dal, ne vem kdo Bog ali pa kakorkoli, ki ga imamo, potem ne moramo delati tako, kot bi mogli delati. Če se pa zavedamo lepot in če sebe cenimo, potem moramo začeti razmišljati na Bledu enotno. To pomeni, prva stvar, ki bo naša lista naredila, je to, da se bomo dobili sobodajalci, kjer bomo priporočili, da bo najmanjša cena za nočitev na osebo 35 evrov.
in bomo striktno gledali, da bi se to uresničili. S tem bi en nivo gostov, ker po pravici treba povedati, da velika večina naših gostov nima denarja. Druga stvar, da povsod po svetu, kamor greš, ne, če imaš lepo viduto, tako kot mi prekrasno grad, pa otok, pa jezero, pa to, se tam tudi stvari bistveno več plačajo. Bi tudi pri nas treba začeti razmišljati o tem, da nam mora v prvi vrsti biti pivo €1,75. Če greste takoj tamle v Pariz na ulico, je pač Pariz, pa malo Eiffelov stolp gledate, pa je pir 10 evrov, kava pa 5. Ne. Tako da apeliram na to, da bi tudi ta naš LTO vzpostavil en tak kontakt in poskušal ljudem dopovedati, da bomo pač mogli zvišati cene, da bomo s tem dobili boljše goste in s tem bomo potem posledično tudi nekaj več zaslužili, da bomo tudi lahko v kraj vložili. Vidite, v porastu so privatne sobe, to je super. Ne? Jaz trdim, da je največji promotor tisk ima 1, 2, 3 sobce, ki se res potrudi za ljudi, ljudje radi nazaj hodijo. In mislim, da smo na dobri poti. No. Bi pa samo še želel poudariti to, da bi mogoče LTO, pa mogoče največji deležnik, recimo Sava, mogoče skupaj pritisnila na kakšno letalsko linijo, da se odpre, mogoče, da bi prišli kakšni Švedi, kakšni Norvežani, kakšni Danci k nam, ki imajo malo več denarja, pa da bi se s tem tudi verjetno situacija zboljšala. Ker takole lep kraj si zasluži tudi bogate ljudi. Se kar nekaj jih je drugače, samo v glavnem so skriti ali pa so z našim županom. Drugače sem pa zadovoljen z delom LTO-ja in kar tako naprej. Hvala. Hvala, svetnik Ignjatovič. Jaz bi samo dopolnil, da sem prijetno presenečen z delom mladega človeka, ki je prinesel neko energijo in upam, da mu bomo dali možnosti, da to še bolj dokaže. Hvala, Jaka. Hvala lepa. Še svetnik Mežan. Hvala. No, jaz se sicer nisem mislil gledati, pa me je pol direktor nekako izzval, ko je rekel, da ne bomo skromni. Jaz mislim, da je prav, ko smo omenili, da se moramo zahvaliti vsem deležnikom v tej destinaciji, pa se bomo osredotočili na lanski december oziroma na nek prvi poizkus, uspešen poizkus praznične zimske vasi. Zakaj sem se oglasil? Zato, ker moram reči, tukaj ni bil samo občina in turizem, tukaj je bilo ogromno tistih, ki jih mogoče še 2-3 mesece prej sploh nismo upali pomisliti, da bi bili zraven. Gre se za to, da smo naredili programa na odru, kot je rekel, 7-8 tednov. Kakšen dan je bilo res samo pol ure, 3/4 ure, kakšen dan 2 ure in več. In treba je poudariti, da je bilo večina od teh nastopajočih je prišlo na Bled zastonj. Šli ne samo blejska društva, kulturna in takšna in drugačna, ampak tudi privabili smo predstavitve nekaterih občin na Bledu, ki so pripeljali svoj kulturni program, nekateri drugi pevski zbori nastopajoči so prišli na Bled zastonj. In v bistvu zastonj, mi smo jih pa nagradili z brezplačnimi obroki, se pravi, pogostili smo jih in tudi te obroke smo, ali pa sem, da ne bom spet skromen, nafehtali pri različnih blejskih hotelih, pri restauracijah, gostilnah in tako naprej. In tega je bilo, mislim, da cirka 530 ljudi za pogostiti. In na tem mestu, mislim, da lahko mi od turizma in občine hvala vsem, ki so prispevali od hotelov do gostiln, restauracij, pizzerij, slaščičarn in tako naprej. Mislim, da smo res v tem projektu skupaj stopili in naredili eno veliko dobro osnovo za naprej. Tukaj pa ne smemo zaspati in iti samo naprej, bom rekel, s neprehitrimi koraki, da ne bomo padali kam dol, ampak lepo strumno novim zmagam naproti. Tako da se veselim novih sodelovanj. Hvala lepa. Mene veseli, da je splošno mnenje pozitivno, ki je seveda tudi zelo pravičeno. In seveda malo sreče imamo, srečo v nesreči, da se obisk veča, kot smo rekli, še zmeraj smo tam, da gosti izbirajo nas njimi gostov. Če pa že sem pridejo, pa moramo znati poglicati, kaj si kot se zagre. Tako.
in mislim, da to tudi že precej bolj delamo. No. Tudi tam, kjer spijo bolj poceni včasih, se vidi, da dosti zapravijo drugi. Ko pa mi v teh drugih znamo kaj dobiti, pri katerih ogromno zapravljajo, pa tudi problem občine in zakonodaje sploh. Takole, zdaj razpravo zaključujem in dajem na glasovanje oba sklepa. Prvi je občinski svet občine Bled se seznanil s poročilom turizma Bled za leto 2015 in drugi sklep občinski svet občine Bled sprejme soglasje k letnemu finančnemu načrtu turizma Bled za leto 2017. Nagaja. Evo, že je, dober je. No, še enkrat glasujete. Evo, vse bo. Še en, pa bo. No. V glavnem, da če ne gre. Evo, soglasno sprejeto. Hvala lepa, Jaka. Hvala tudi sem vam. Prehajamo na točko 15. To je sprejem sklepa o pristopu v omrežje povezanosti občin v Alpah, bolj znano kot Alpen Allianz. Vi veste, da smo povezani že v alpskih biserih. To je stvar, ki je turistične, promotivne narave in ki ima glavno, podlago v mehki mobilnosti, v katere mi še malo ne bomo prišli. Tukaj se zgovarjamo na to, da imamo seveda pletne na jezeru, nimamo motornih čolnov, da imamo še fijakarje, da imamo starodobne načine prevažanja, da uvajamo vse več električnih koles in da imamo polnilnice za električne avtomobile in da intenzivno delamo na temu, da gre promet od jezera preč. Zato smo lahko še zraven, stvar je izjemno, promocijsko pomembna in tudi v tej skupini alpskih biserov smo udeleženi trenutno pri 3 mednarodnih projektih, kjer lahko izmenjujemo izkušnje in tako naprej. In zdaj smo še prišli do tega, da smo dobili 2-krat srečanje na Bledu, ki se bo financiral z tega projekta, dobimo pa spet celo vrsto ljudi, ki ustvarjajo mišljenje o svojih krajih in tako mislim, da je to dobra stvar. Že nekaj let nas nagovarjajo k pristopu v to povezanost v Alpah, skupnosti alpskih občin. To je obsega vse države v alpskem prostoru. Nažalost je v Sloveniji kot vedno zelo malo odziva in marsikje smo mi edini, ki se nam sploh da in ki nam tistih par evrov ni žal za kaj takega dati. Moram reči, da nažalost se druge turistične občine temu precej izmikajo. V te povezanosti v Alpah, to je bolj politična zadeva, ni toliko turistična, so bolj ali manj aktivne še 4 občine. Kranjska Gora, kot se zgodi z zamenjavo župana, je zaspala, ki je bila prej nosilna, Bohinj, Bovec in Kamnik. In zato nas že nekaj let nagovarjajo in jaz sem se udeležil enega njihovih srečanj na temo beguncev, moram reči, izjemno zanimivo. Stvar, ki nas še vedno lahko doleti, imamo partnerje, ki so vse to dali že skozi in so pripravljeni to deliti. Na te srečanja, bili smo Grajnovo tam pod Cugšpice, pridejo ministri Zvezne republike Nemčije, na primer, in tako naprej. Zdaj se mi je umestno, da konec koncev tudi mi k temu pristopimo, ker smo sigurno najbolj razpoznavna alpska občina v Sloveniji. 270 članov je po tem alpskem prostoru, nekaj ustanovnih in tisti ustanovni člani so jedro tega vsega. In članarina, tukaj je 1550 evrov, za to število prebivalcev med 5 in 10 tisoč. Mislim, da na to nas mi biti tudi več.
To so zadeve, pri katerih lahko sodelujemo v večjem številu. Predvideva se, da bi čez 2 leti prišli tudi na Bled. To pomeni 50-60 županov najmanj pride, ne, in seveda se plača to, ne z našega denarja, ampak s participacijo, in se mi zdi, da bi bilo škoda to priložnost zamuditi. No. Se pravi, tukaj prihaja do izmenjave izkušenj, do dobrih praks in do sodelovanja pri mednarodnih projektih. Problematika je ista, v Alpah velik naval na te Alpe, pravzaprav že skoraj pustošenje po en stran, po drugi strani manjšanje števila prebivalcev, odhajanje mladine. In to je pa tista senčna stran vsega, za katero se tudi moramo ukvarjati in ki se nam s to večjo popularnostjo Bleda zna tudi zgodi, da bodo nepremičnine zelo narasle, da kar naenkrat bomo imeli več enega stanovanja, ki se ga bo na mlada družina lahko privoščila in tako naprej. In tukaj ogromno izkušenj lahko dobimo tudi po socialni in politični strani, ne samo po turistični, od občin, ki so v podobnem položaju kot mi. Zato vam seveda predlagam, da potrdite sprejem tega, ker res ni ogromen strošek in lahko se pa veliko tega dobimo in tudi naučimo. S tem je bil seznanjen tudi Odbor za gospodarstvo in turizem in se s tem strinja. Zdaj vas pa prosim, da se prijavite k razpravi. No, če razprave ni, kot vidim, bom dal sklep na glasovanje. To je občinski svet občine Bled, sprejme sklep o pristopu k omrežju občin povezanost v Alpah. Prvo prisotnost. Prisotnih, še glasujte. Evo, najlepša hvala za podporo in gremo na naslednjo točko, točki razno. Dobili ste precej seznanitvenih informacij danes, če imate pa še kakšno vprašanje, je pa zdaj priložnost, če bi kdo kaj vprašal še. Prvo vprašanje konkretno je sprožil svetnik Ignatovič okrog parkirišč in najbolj žgočega okrog tega TVD-ja. Jaz bi tukaj samo par dejstev nanizal. Dejstvo je, da se je to parkirišče prodajalo na javni dražbi. Dejstvo je, da občina Bled je uveljavljala predkupno pravico skladno z zakonito oziroma veljavno pridobljeno cenitvijo. Vendar župan nima pristojnosti, če to ni predvideno v načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem, preko cenitve iti. In takrat, na žalost, smo to uveljavljali iz proračunske rezerve za tistih, recimo, 37.000 evrov, koliko je bilo. Preko tega Barbara Jančič, ki se je udeležila dražbe, ni mogla iti. In zato nam je takrat ta zadeva spovzela enostavno iz rok in jo je eden od 15, ali koliko je bilo držiteljev, kupil za 96.000 evrov. Potem se kar nekaj časa s tem zemljiščem ni dogajalo nič, potem so pa novi lastniki enostavno brez kakršnega koli, niti vprašanja, niti nikoli se niso formalno, razen 2 neformalnih sestankov v županovi pisarni, obrnili na občino za kakršnokoli soglasje in tako dalje in tako dalje. Skratka, ta zadeva se nam je na žalost zgodila, tam, kjer se nam je zgodila, z to ureditvijo improviziranega ali pa preureditvijo improviziranega parkirišča. Občina je nemudoma, ne samo na podlagi pritožb oziroma pobud občanov, tudi sama odreagirala in sprožila nekaj inšpekcijskih postopkov, ki se v tem trenutku odvijajo. Zagotovo pa sva se županom, ko sva se pogovarjala, ne bomo dovolili, da bi se pustili izsiljevati v smislu, zdaj bomo šli pa v spremembo OPN-ja ali OPPN-ja na tem območju. Se mi pa zdi, glede na to, da so poslali lastniki predlog za neke oblike poslovnih sodelovanj in tako naprej,
seveda primarno usmerjenih v dejavnost parkiranja, da se moramo kot, bom rekel, tudi na tej strani odzvati na to pobudo in se s temi ljudmi enkrat ponovno dobiti, tokrat formalno, lahko tudi v širšem krogu, zato da se legitimnost zagotovi in da se prepreči, bom rekel, razne špekulacije, kdo se s kom in kaj pogovarja. In da se pač enostavno začne pogovarjati o usodi tega zemljišča. Ali v povezavi z IEDC-jem, ali v smislu neke, bom rekel, javne infrastrukture. Osebno sem zadovoljen z odgovorom. Hvala lepa, izčrpno. V bistvu ni noben problem. Jaz bi samo povedala rada, da bo danes 14 dni na Bledu se začel en nov dogodek, v bistvu prvi slikarski extempore Bled 2016 na podlagi finančnega prispevka tudi občine. Bomo organizirali slikarsko društvo in soorganizatorji ta dogodek v podobni maniri, da tako rečem, kakor piranski extempore, ki je bil že letos 51. Naš bo tudi, bom rekla, upajmo, ne, ko ne rečem, siguren ne bo toliko udeležencev, kakor je pač v Piranu, ampak s časoma naj bi se razvil en dogodek, nekaj novega na Bledu. Se pravi, da bi jaz tudi vas vse povabila na spremljajoče dogodke, to sta pa 8. oktobra večer z slikarjem Janezom Ravnikom, ki ga vi vsi sigurno poznate, profesor, dolgoleten na osnovni šoli Bled. Vabljeni ste pa tudi vsi na zaključno prireditev, to bo pa 9. oktobra ob 10. uri, to je sicer nedelja, ko bo svečana razglasitev nagrad. Bo nekaj zanimivega in vsi vabljeni, no, tudi da bi v bistvu z vašo prisotnostjo ta dogodek podprli. Hvala že vnaprej. No, da smemo, nekaj bi še enkrat rekel, sem že dostikrat rekel, ni vas videti skoraj ker večine. To ni fair, res ne. Zadnjič smo imeli predstavitev zbornika muzejskih razgledov, sjajna zadeva, par svetnikov. V soboto je otvoritev kulturnega oziroma doma krajanov na Bohinjski Beli. Stvar, ki nas je koštala skoraj 3,4 milijona. Velika stvar, za katero ni bilo možnosti pridobiti nobenih evropskih sredstev, ker za to več ni. To je bil velik dodaten strošek v teh 2 letih, ker smo to obljubili, sem jaz obljubil, smo to naredili in je prav, da kaj takega v vas je, ker imajo neverjetno razvito kulturo in druge dejavnosti, ampak to je res, mislim, da se spodob, da tisti, ki tukaj ste doma, da na to pridete. No. Saj smo voljeni, vsi, imamo vsi tudi tukaj eno posebno nekaj odgovornosti. No. Vem, da ima vsak svoje privatne črte, ampak občinski svetnice in svetniki ste, to pomeni, da ste tudi na raznih zadevah zraven. Nekaterih v bistvu ni nikoli. To res ni fair. In to tudi za vas ni dobro, če vas ne vidijo. Posebej ti so vas volili. Prezamereno. Prej sem vam omenil v ta resnem delu zgodbe 99-letno stavbno pravico za pot pod Vilo Bled. Tudi okrog Vile Bled se je država zmigala in bo resno vzela v razmislek, kaj narediti s tem simbolom Bleda, pa turističnega razvoja ne nazadnje Slovenije. Sicer se pa od državnega premoženja prodaja policijska vila nasprot Vile Bled za 1,5 milijona, prodaja se Morsova vila na Cankarjevi cesti za 1 milijon, tako da država se je odločila dezinvestirati na Bledu. Ampak to včasih pomeni tudi, da bomo kakšno sramoto manj imeli. Na temo voznic je bilo tudi že nekaj rečeno.
praktično severna obvoznica še s tem, kar smo danes uspeli zapakirati, je pred vrati. V petek je bila uspešno opravljena recenzijska in revizijska razprava na temo projektne dokumentacije. Formalno gledano morajo projektanti pike, vejce pa take stvari do 3. oktobra odpraviti, kar pomeni 4. oktobra lahko damo uradovnico na upravno enoto. Ena ozka skupina dela intenzivno na OPN-ju. Jaz sem prepričan, da bomo uspeli kakšno stvar, bom rekel, v pozitivnem smislu, tisto, kar smo se nekega večera v Jelovci pogovarjali, premakniti, tudi ne nazadnje prej srečo predlagal enega izmed, recimo, predlogov, ki bodo pospešili investicije, ki bodo olajšali našim soobčanom, podjetnikom življenje, investiranje in tako naprej, ne nazadnje posledično tudi komunalne prispevke, NUSZ-je, prihodke, kar je svetnik Omerzeli izpostavil. Mercator zamuja s pričetkom gradnje že 21 dni. Ne odstopajo od svojih načrtov. Začeli bojo graditi, če ne bo Miklavž, če ne bo Božiček, bo pa velikonočni zajček. Dovolj razlogov za optimizem. Na Bledu ni vse tako narobe, kot so nam nekateri posamezniki in nekatere iniciative skušale v zadnjih nekaj mesecih, tednih prikazati. Zelo jasno smo državi dali sporočilo, da bomo zaprli cesto v času predsedniškega foruma, če se ne bojo stvari začele dogajati. Tukaj kolega svetnika iz SMC-ja sta svojo inicijativo sprožila. Glejte, na Rečiški realno preštejte na koledarju evidentiranih 40 dni, ko se je mogla komplet operativa umakniti, ker jih je zalival. Mečken nad Janezovo hišo je prekop 200-metrski prepust, ki gre iz Lipa, iz bifurkacije pod Grimščami. 2,70 m visok, 2,20 m širok. Cela recimo takratna ureditev vodno-gospodarska Lipa se je odvajala skozi to. Tam smo morali iti skozi, če vam plastično prikažem ali pa povem, skozi kanalizacijo oziroma s kanalizacijo meteorno in fekalno pod tem prepustom, pa že ta prepust je 2,70 m pod nivojem asfalta. Prišli smo na globine 4,5 m, 5 metrov. Voda je vrela ven. Imeli smo črpalke noč in dan pržgane, ki so črpale to vodo. Skratka, Rečica je nomen est omen, ni za manj Rečica. Ne? Tako da so bile kar, rekel, padavinske vode, talne vode, potem je pa spet po 12. avgustu, jaz ne vem kako, zasijalo sonce, takrat smo pa pridobili praktično polovico te zamude, 40-dnevne smo zdaj v enem mesecu nadoknadili. Kumulativno na koncu praktično bo manj kot en mesec zamude, kar je pri tako kompleksnem projektu, mislim, da tudi uspeh. In ne glede na to, ne vem, kdo je neko šaro in negativizem zganjal na državni ravni, tukaj ne mislim nikogar v tej dvorani, so čisto drugje preleteli, seveda te očitki in pripombe, so nam zdaj priznali, da se malo projektov tako kvalitetno vodi. Niti evra ne bomo prekoračili pogodbene vrednosti. Tisto, kar pa bo povečana vrednost, je pa na račun naših občanov, ker smo jim namesto nasipov do hiš zgradili nekaj škarp, ker jim bomo namesto tega, da bojo imeli zelenice, bom rekel, ki bi jih lahko pač uredili kot bankine, tudi omejene z kakšnimi parapetnimi zici, ker bojo dobili varovalne ograje in tako naprej. Pa tudi tega ne bo niti za 10% osnovne pogodbene vrednosti, ki je 1 120 000 evrov. Če mene kaj zanima, pa če kaj se slišam, jaz vas pokličem, pa župana vprašam, pa naprej povem. Tole, pač ta del seje je za javnost, je zaprt za javnost. In spet a je odprt? Je odprt? Ja, se pravim, je zaprt, ja. In spet ljudje novo vedeli vseh pozitivnih stvari. In preveč, mislim, pač ne vem kva, na Bledu pač v ljudeh tako v glavo, pa pač še tele, mislim, spletni mediji delajo svoje, po Facebooku tistih smo gor, dobro vemo, kva se piše na Bled no comment, ima velik doseg, konc koncev do ljudi,
in se ta negativizem pač tako naprej širi, v resnici pa delajo res zelo dobre stvari. A ne? In javnost čisto ne ve, kaj govorimo zdaj o enih dobrih stvarih, ki jih spet ne slišali. Jaz to vem, ker se velikokrat vas pokličem, vprašam, kaj se dogaja, pa tudi naprej govorim, kaj se dogaja. Tako da ne vem, a bi bilo fajn razmisliti o enih parah pač populističnih stvarih, da grejo ljudje lahko na povabil z vami enkrat na mesec, pa enkrat na teden na gradbišče, nek dan odprtih vrat, pa pri županu dan odprtih vrat. Mislim, to vem, ja. Da se v bistvu, ne vem, jaz z veseljem kot svetnik požegnem pač tudi strošek v proračunu za PR, da se ga enega profesionalnega stratega pač plače, pa da pač to dela, ker negativizem se gradi pač na čistih lažeh oziroma nevednosti. Da take neumne stvari pišejo v tisti severni obvoznici gre meni Rečice, da je preozka cesta, a v bistvu noben človek ne ve, da širše ne more biti zaradi tega, ker so strehe tako narejene bajt, ker jih bo kamion potrgal. Tega ljudje ne vejo. Tudi jaz nisem vedel, sem mogel pač poklicati pa vprašati. Tako da ne vem, pač nekaj treba narediti na tej strani zaradi tega, ker da se malo bolj pozitivno naredi, ker na lažeh se dela tak negativizem in začnejo pač ljudje, tudi če lažejo, sami se stvariti. Drugi nas vidijo predvsem bolj, no. Če smo dobili nagrado kot najbolj tujcem prijazna občina, na to nam mora sploh vplivati. In to nam hodijo kakšni fini gostje, ampak hodijo čisto tak navadni. Se je na Bledu izmeriti tako, žihar 100%, pa bodo jo najdli še 25 napak. Tako je. Ne, čim manj. Se jaz upam, da je bilo tudi tako razumljeno najina vprašanja, da to informatiko poudarimo, kot je kolega Basane zdaj izpostavil. Ravno s tem namenom sva postavljala vprašanja. Kaj je že rekel, direktor, bodimo pozitivni na Bledu, tudi včasih si tudi Slovenija malo več pozitivizma zaslužno.